Prav lepo pozdravljeni v imenu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Današnja predstavitev je predvidena z namenom seznanitve z Evropskim inovativnim partnerstvom, se pravi projektom, ki ga vodimo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gre za evropski inovativni projekt Sledljivost porekla pri pasmi Krško-Poljski prašič. Vodilni partner je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto. Ostali člani partnerstva pa so Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta oddelek za zootehniko, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, Gostilna Kunst, Kmetija Žgaj in vrtina iz Postojne, Dežman Štefan iz Radovljice, Ložar Elizabeta iz Leskovca pri Krškem, Kamenik Tončka iz Zgornjih Laž, Društvo za ohranjanje podeželske dediščine Belčji Vrh ter morda najpomembnejši Društvo rejcev krškopoljskih prašičev. Gre za evropski inovativni projekt, tematika pa povečevanje produktivnosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje. Projekt bo trajal od konca leta 2019 do konca leta 2022. Vrednost projekta pa je približno 340.000 evrov. Krškopoljski prašič je edina slovenska ohranjena avtohtona pasma prašičev. Njen izvor je na Krškem polju, razširila pa se je po celotni Sloveniji. Krškopoljski prašič je individualno označen prašič, pasasti, z neponovljivo številko, ki se začne z 88 skozi nekaj. Ta številka je napisana na rumeni ušesni znamki, ki pa je vstavljena v levo uho prašiča. Krškopoljski prašič slovi po odlični kakovosti mesa in mesnih izdelkov in ima za prehrano človeka ugodnejše razmerje med omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami. Da bi krškopoljskega prašiča dolgoročno ohranili, ga moramo ohranjati na kmetijah, kmetije pa ga bodo redile, če si z njo ustvarijo pomemben del prihodka. Pomemben del prihodka pa si lahko ustvarijo, če je primerno tržno prepoznaven. Seveda ta tržna prepoznavnost pa seveda prinese s seboj tudi nevarnost potvorbe. Praktični problem, ki ga imamo, je v bistvu kontrola nad izvorom surovine v mesnih izdelkih iz krškopoljskega prašiča, prav tako pa tudi pri postreženi hrani, se pravi pri jedeh in menijih, ki ga gostinci ponujajo kot meni iz mesnin krškopoljskega prašiča. Smo pred kritičnim obdobjem. Slovenija postaja gastronomska regija Evrope. Slovenija bo tudi predsedovala Evropski uniji. Krškopoljski prašič pa je kralj slovenske gastronomije. Zakaj pa pravzaprav kralj? Že dolgo pravi ljudski rek, da je prašič kralj med domačimi živalmi. Slovenija postaja gastronomska regija Evropske unije oziroma Evrope, s tem pa tudi kralj, krškopoljski prašič kralj slovenske gastronomije. Krškopoljski prašič ima potrjen rejski program, ki natančno določa pravila označevanja. Pujski morajo biti označeni še pred prvim mešanjem in pred odstavitvijo. Seveda, če so potomci znanega očeta krškopoljskega prašiča, merjasca, in pa znane matere krškopoljske svinje, oba pa morata biti tudi označena in vključena v rejski program. Vkolikor pride do potvorbe porekla, je ta rejec, ki to potvorbo opravi in strokovne službe to ugotovijo, nemudoma izločen iz rejskega programa in isti rejec vanj, dokler je nosilec kmetije, vanj ne more biti več vključen. Glavni namen tega projekta je v bistvu izbrati primerno metodo, da bi to meso, ta krškopoljski prašič in njegovi mesni izdelki bili kontrolirani tudi naprej, se pravi, imamo popolno kontrolo od rojstva do zakola. V trenutku zakola pa se sledljivost z neponovljivimi ušesnimi številkami ne izgubijo, ampak se arhivirajo preko spremnih listov. Ob tem pa nastane nova številka, se pravi običajno serijska številka klanja,
ki pa je sestavljena z dokumentacijo, kjer so tudi navedene všestne številke krškopoljskih prašičev. Namen v bistvu projekta je, da bi z primerno metodo nadzora nad mesninami krškopoljskega prašiča in v mesnih izdelkih ter pri jedeh v krožnikih, na krožnikih, uspeli dokazati, da gre za mesnine krškopoljskega prašiča, ali pa ovreči, da pač na krožniku ali v mesnih izdelkih niso mesnine krškopoljskega prašiča. Glavni cilj projekta je tako preprečiti potvorbe izvora surovine, se pravi, ali gre za krškopoljskega prašiča, ali pa gre za svinjino ali meso drugih pasem oziroma vrst živali. Tako bomo kot rezultat izbrali tehnologijo nadzora nad izvorom jedi in mesnih izdelkov. Do sedaj smo preučili možne načine potrjevanja izvora, predvsem prek literature. Najzanimivejši je postal black coat gen, gen za opasano živali, po katerem lahko bi že danes preverjali izvor, vendar te metodologije še nimamo vpeljane v prakso. Lahko pa bi že začeli z tem genom. Vendar, ker imamo vzetih vzorcev cirka 658 živali, ter še dodatno 181 vzorcev mesa in mesnih izdelkov, bomo te vzorce poslali, oziroma smo pa jih poslali na genotipizacijo z 70K čipom, po katerem bomo ugotovili, ali obstaja še kakšen drug gen, pravzaprav preverili, ali je ta gen res značilen za celotno populacijo, ob tem pa preverili tudi, ali obstaja še kakšen gen, ki bi bil zanimiv za dokazovanje izvora prašičev, surovine v mesu in mesnih izdelkov, če izvirajo iz prašičev krškopoljskega prašiča, krškopoljske pasme. V prihodnosti načrtujemo analizo prejetih rezultatov genotipizacije, izbor najprimernejše metode potrjevanja izvora, izbor možnih izvajalcev potrjevanja izvora ter vpeljavo v prakso. Glavno korist bo imela pasma krškopoljski prašič. S tem, ko se bo povečevala populacija, in seveda to se bo zgodilo, ker pričakujemo naraščanje povpraševanja in cen. Ob tem pa bomo z novo metodiko preverjanja izvora mesa uspeli dokazovati oziroma tudi ovreči, ali je ponujen izdelek dejansko iz krškopoljskega prašiča. To orodje bo lahko uporabljala tržna inšpekcija, rejska kontrola, pa seveda tudi uporabnik, tisti, ki bo posamezno jed naročil in bo začel sumiti, da morda izvor ni krškopoljski prašič. Prav tako bojo imeli korist tudi rejci zaradi povečanega povpraševanja, tako pač pričakujemo, saj Slovenija postaja gastronomska regija Evrope. Posredna korist, ki pa bomo jo imeli, je pa znan genom in seveda, kar to potegne za seboj. Kmet pravi, že dolgo mi obljubljajo, da lahko preverijo, ali ima gostinec res krškopoljskega prašiča v meniju. Svetovalec pa mu odgovori, dokazovanju izvora bomo prišli do konca. Izrednega pomena je tudi izbira pravega marjaščka za posamezno kmetijo po kriteriju nesorodnosti, odsotnosti genetskih bolezni, plodnosti, rastnosti in razmerju med omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami. Raziskovalec pa pravi, obstajajo načini, več jih je, le kateri je najhitrejši, najširše uporaben, praktičen, dovolj zanesljiv in povrh vsega še cenovno ugoden. Pred vami so še kontaktni podatki, sicer moje kot vodje projekta in pa pobudnika projekta Društva rejcev krškopoljskih prašičev. Za kakršnokoli vprašanje smo na razpolago. Zahvaljujem se za vašo pozornost in vas lepo pozdravljam.